Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dober večer. V imenu Knjižnice Brežice vas lepo pozdravljam. S klubom Gaja organiziramo predavanje z naslovom Sodobni trendi balkonov in teras. Zasajevanje okrasnih rastlin postaja modni hit. Skozi modni hit leta 2011 nas bo danes vodila gospa Nevenka Kreznik. Gospa Nevenka, dobrodošla v Knjižnici Brežice. Mene pa zanima, kaj je značilno za letošnje zasaditve balkonov. Zdaj, mogoče je januar še nekoliko zgoden za to, da bi karkoli napovedovali. Zdaj, opaziti je iz teh sejmov, ki so potekali pred novim letom, da so v modi še vedno zelo trpežne rastline, ki potrebujejo čim manj vode, zlasti na sončnih legah, ker gre vse nekako v smeri ekoloških trendov. Še vedno so zelo popularne kombinacije zelišč in balkonskih rastlin, zraven morda tudi kakšnih jagod ali kakšnega sadja, skratka uporabno z lepoto skupaj. Kar se tiče pa barv, se pa napovedujejo svetlejše barve, bolj recimo kombinacija bele, rumene pač kot dodatek neke tople sončne barve in morda tudi konček modrega. Za Slovence je značilno, da na naših balkonih nekje prevladuje rdeča barva. Ja. Kako Slovenci sledimo tem modnim trendom? Moram reči, da vedno bolj. Sicer je veliko teh rdeče barve in zelo veliko bršljank, ki predstavljajo pravzaprav osnovo za saditev v Sloveniji, ampak vedno več si pa upamo kombinirati ali s kakšnimi travami ali s kakšnimi posebnimi rastlinami, tako da celotna zasaditev izpade bolj bogato. Tudi vedno pogosteje naletimo na zelo goste, resnično razkošne zasaditve, ki so posledica pravzaprav teh korit z vodno rezervo, ker si lahko privoščimo zasaditev, gostejša zasaditev, več rastlin. Tako da ni več toliko samo tradicionalnih bršljank in ničesar drugega kot kombinacijo. Katera pokrajina v Sloveniji najbolj sledi modnim trendom? To moram reči, da bi pa težko rekli. Mogoče bi več najdel prav v središčih mest, mogoče Maribor, Ljubljana in okolica. Drugače, izredno sem bila pozitivno presenečena lani, ko sem se vozila tudi v vaše konce, proti Dolenjski in pa proti Prekmurju. Te dve pokrajine, moram reči slovenske, sta me najbolj presenetile s to urejenostjo balkonov in posebnostjo. Mene zanima, po vašem mnenju, katera evropska država najbolj narekuje te modne trende? Zdaj, kar se tiče naših modnih trendov, jih mi ponavadi dobimo iz Nemčije, iz Nizozemske, iz Anglije že manj, ker so tam razmere popolnoma drugačne. Tako da praktično morda še Belgija, ampak že tu se klimatske razmere dosta razlikujejo od naših in je težko tukaj potegniti čist direktne vzporednice. Ali se recimo recesija pozna v prodaji v vrtnarskih proizvodih? Recimo, ko imate stike z vrtnarji po Sloveniji? Moram reči, da toliko direktnih stikov nimamo, da bi nam govorili, da se manj rastlin prodaja. Do zdaj, kolikor smo imeli stike, noben se ni prav pritoževal, da ljudje kupujejo manj rožic. Jaz mislim, da Slovenci še vedno zelo veliko damo na tisto podobo zunanjo, zlasti na balkone. Sicer mogoče več razmnožujemo sami, več shranjujemo potem na jesen, pa manj kupimo, ampak balkoni, mislim, da v času recesije niso nič manj razkošni. Kakve, recimo, rože bi nam priporočali v bistvu za balkone pa za vrte? Tudi na to vprašanje je pravzaprav težko odgovoriti, ker je zelo splošno. Seveda je odvisno od lege najprej, ali imate sončno, imate senčno lego, pa senčno in tako naprej. Potem, zdaj, če govorimo o vrtovih, seveda tudi od zemlje, od samega klimatskega področja. Drugače bi pa rekla čim bolj avtohtone sorte. Tisti, ki so, saj za vrt, pretežno lahko o tem na vrtu govorimo, tiste, ki že obstojajo v neki pokrajini v naravi, ker bomo s tistimi imeli dosti manj dela in dosti manj bomo potrebovali tudi zaščite. Recimo po zimi, kakšne rože so najbolj pogoste, ker uspevajo pri nas?
Zdaj, če bi pogledali na balkone, ne, v balkonih so pač te jesenske zasaditve, nekaj še vedno uspeva, kakšne rese sem pa tja, veliko je že odcvetelo, potem kakšne zimzelene trajnice, potem kakšne, zdaj počasi se bodo začele trobentice, pa kakšne trave. Trave so pravzaprav lepe čez celo sezono. Recimo, kje ste najbolj obsrečeni bili, ki ste videli vrt neki lepi, pa recimo neki balkon? Pravim, kakor jaz potujem, je Dolenjska zelo urejena, zelo zrihtana, pa Prekmurje. No, jaz bi mogoče to izpostavila, tudi kaj na Gorenjskem, ampak meni osebno je recimo najbolj padel vtis, najboljši vtis sem dobila ravno v teh dveh pokrajinah.